Živijo, Matjaž. Živijo. Danes bova predstavila tole knjigo Zodiakalni psihološki tipi. Ta knjiga zdaj po 10 letih doživlja svoj ponatis, a ne? Menda jo bo prenesel Miklavž. Ja, to je sicer še bila do zdajle skrivnost, ampak prejle sem ti jo končno povedal, zdaj je že jasno, da bo prišla za Miklavža. Okay. Na začetku uvoda, uvod v to knjigo je nov, si ga napisal na novo in takoj na začetku tega uvoda oziroma predgovora si napisal, da se ta knjiga lahko uporablja kot koristen uvod v psihološko in simbolno razmišljanje. In to se mi zdi zelo pomembno, ker govorica, takale besedna, ki jo mi uporabljamo, to znamo vsi, govorica simbolov je pa precej drugačna. Simboli govorijo skozi podobe, skozi občutja. In tega jezika simbolov se je treba naučiti, moramo se ga naučiti brati. Kako lahko boljš razumemo simbolno govorico? Simbolna govorica je nekaj, kar lahko razumemo, običajno mislimo pri tem intuicija, a ne? Ampak zdaj, da bi majčkeno bolj opredelil, kaj mislimo s tem, sem to imenoval kot intuitivni kogito. Intuitivni kogito pomeni, da se naučimo lahko določenega pomena, ki ga predstavljajo simboli. Učimo se ga pa tako, da ga prebujamo. Kogito je pa zato, ker v novem veku, bi rekel, v moderni dobi, se naučimo več tega, kar je bilo napisano vnaprej, ampak sproti odkrivamo, tako kot kogito, jaz sam kogitiram, zaznavam, razmišljam in ustvarjam pomen sproti, seveda s pomočjo starodavne simbolike, s pomočjo psihologije, psihičnega kogita, s pomočjo razmišljanja, miselnega kogita in tudi s pomočjo tega, kar naredim telesno, s svojimi dejanji in percepcijo telesa, zaznavanjem, a ne, torej telesnega kogita. Tako da to stvarjenje se mi zdi res ključno, ne, ta individualizacija pogleda na stvarnost pomeni hkrati tudi stvarjenje svojega lastnega novega kozmosa. Ne. Torej, kozmos ni več ustvarjen enkrat vselej za naprej, ampak ga ves čas zmeraj znova, ko malo drugače pogledamo, ko malo več razumemo, a ne, in tudi to je kogito, razumevanje, mi pridobivamo nov kozmos, a ne. Nov pogled, ne samo nov pogled, ampak druge stvari vidimo. Ne? Tako kot danes gleda vse skupaj z novim pogledom, z novim znanjem, je malo drugače. In ta ves proces dela na sebi, ves ta kontinuiran in perpetuiran razvoj, neprestani, neprekinjeni, seveda ne ves čas, ne vmes se spočijemo, ampak znova, recimo z metodo IPAL, z psihoanalizo, z drugimi tehnikami dela na sebi, a ne, razvijamo svoj uvid. In to je v bistvu namen simbola. No, in tudi zodiakalna znamenja so simboli, zelo močni simboli, s katerimi si lahko pri spoznavanju sebe in sveta precej pomagamo. A ne? Še en citat iz uvoda. Potovanje skozi zodiakalne psihološke tipe je potovanje skozi celoto življenja in njegovo globljo dinamiko. Skozi kozmološko mandalo namreč lahko razumemo vse 3 dimenzije človeka. Kako sprejema, kako deluje in kako ustvarja. Ne? Kako? Ja, zdaj to, kar mi običajno mislimo pri zodiakalnem krogu, ni to, kar je v tej knjigi predstavljeno. Torej, v tej knjigi je predstavljen pomen te zodiakalne mandale 12 znamenj, kot kažipotov, kot vodičev, kot oblike psihologije, ki jo lahko prepoznamo vsi, in ker vsi imamo tudi teh 12 zodiakalnih znamenj, 12 zodiakalnih tipov, ki so opisani v zodiakalni strukturi, pomenijo priložnost, da se mi naučimo, da prepoznamo, da uporabljamo in da s tem na novo razumemo svoj svet, sebe, druge in pač kolektiv, pa tudi odnos do Boga. In s tem, a ne, se ustvarja priložnost, da se učimo nekega osnovnega psihološkega znanja o sebi. Torej, to knjigo bi lahko imela vsaka družina.
Ne? Da pač vsak malo prebere, da si omogoči razumevanje, da poišče mogoče rešitev za svoje konflikte. Okay. Razumevanje teh psiholoških tipov je tudi del metode IPAL, a ne? Katere namen in cilj je, spet citiram, ne samo spoznati sebe in pridobiti vsestransko znanje o sebi, miselno, čustveno, intuitivno in telesno, temveč predvsem ustvariti sebe kot individuuma. To je nič manj kot stvarjenje svojega lastnega kozmosa ali sveta. To pa je tudi način, na katerega lahko najdemo tudi svojo, povsem individualno, vendar avtentično podobo Boga in sveta. Ja, torej, sliši se dovolj ambiciozno, a ne? Ampak gre za nek kažipot, a ne? Gre za nek kažipot, ker tega individualnega življenja, a ne? To ne pomeni biti nekaj individualističnega, narcisistično zazrtega vase ali kaj podobnega, temveč pomeni ubrati eno pot, ki je avtentična in ki ni kontra kolektivu, čeprav nam kolektiv velikokrat šola nam o tem ne govori, a ne, v cerkvi nam tega ne povejo, a ne, v službi nam tega ne povejo in moramo na nek način odkriti sami. Sami moramo odkriti tisto individualno točko, s katero želimo, hočemo z radostjo živeti svoje življenje in v ta namen prepoznavamo dejavnosti, ki nam to omogočajo, ki nam to razvijajo, ki nam negujejo osnovno voljo do življenja, ker s tem tudi največ iz sebe naredimo. Tako da ta zodiakalna mandala in potem rojstni kozmogram, na osnovi katerega poteka metoda IPAL, a ne, je ta zemljevid, ne, ki pa ga potem napolnimo z lastnimi podobami iz aktivne imaginacije, iz sanjske analize, pa tudi iz analize konkretnih življenjskih situacij v vsakodnevnem življenju. Okay. Torej, vabljeni k branju knjige, kot smo rekli, primerna za vsak dom, pa srečno pot knjigi. Tudi jaz si želim srečno pot.